Živijo, Nataša. Čau, živjo. Živijo. Hvaležna sem ti, da si se odločila, da posnameva ta intervju in da boš delila to svojo podjetniško pot. Za začetek kar predlagam, da se malo sama predstaviš. Prvo za začetek naj rečem, da sem kar malo počaščena za tale intervju in hvala za povabilo. Z veseljem sem se Tebi. odzvala. Predvsem zaradi tega, ker ni lahka pot taka, zaradi polno, bom rekla, zunanjih faktorjev, ampak ker vem, da ženske imamo to, sem rekla, ajde, grem zraven, da povem svojo zgodbo, od kje je vse skupaj izhajalo. Tako da, nič, sem Nataša, mamica enega luštkega fantka, ta mesec bo imel 4 leta. Tako da se najboljše za ves naprej. navdih vlečem od njega, on mi je največji suport, največja motivacija, tako da vse pa skupaj v bistvu se je začelo zaradi njega, bom tako Zaradi rekla. njega, ne? In kaj se je začelo v bistvu? Bom tako začela. V času, kako naj rečem, partnerske veze sem si jaz želela imeti eno svoj brand, sanjala sem o tem. In začela sem s custom made predelavo superg. Takrat sem jaz tudi odprla espe, predelovala superge pod Nata Shop imenom, ki še danes to delam, sicer manj oglašujem, ker je res čas sezone superg je res ogromno navala pa dela, kar super, potrkam, sem vesela. Ja. In potem sem zanosila. Ko sem bila noseča, šivati nisem mogla, predelovati superg nisem mogla in je nekako to sem, bom rekla, ustavila oziroma malo zanemarila v času nosečnosti, pol je dojenček, vse se vrti okoli njega, vse skupaj. No, potem, ko je pa mali začel odraščati, vedno več, bil star, ne vem, pol leta, 7 mesecev, se je pa začelo zanimanje, vse je tikal, šlatal, samo da je to nekje ropotalo in ključi in avtki in dude, v glavnem vse posod iz svoje rokice tikal in sem jaz rekla, glej, tole bi pa mogoče lahko jaz izkoristila, bom rekla, to otroško, kako naj rečem, bom rekla, to raziskovanje, otroško raziskovanje, da izkoristim. Jaz sem zelo tak, bom rekla, umetniški tip, zelo rada delam z rokami, in pa sem šla malo na Pinterest, malo pogledala ideje, sem mu sestavila igračo, sem rekla, glej, tole je pa zanimivo. In danes je star 4, ko se še vedno igra. In pa sem se pozanimala, kako je za testiranje. Sem naredila prototip, dala igračo na NIJZ z celotnim elaboratom sestavin, materialov, bla, bla, bla. In dobila certifikat in sem rekla, zdaj, ko imam pa certifikat, zdaj grem pa lahko v prodajo. Evo, na kratko. Odlično. A bi mogoče malo ta postopek razložila, kako to sploh začneš? A to pripraviš že zadevo, narediš izdelek, pa potem celoten že končen izdelek pošlješ naprej na NIJZ? Kako to poteka? Jaz sem se prvo pozanimala, kako vse skupaj. Je v Celju eno podjetje, ki ti, bom rekla, zelo pomaga pri tem in te usmerja. Tako da zelo prijazna gospa me je usmerjala, mogla sem narediti celoten elaborat. Elementi, ki so, jaz sem pač naredila osnovno tablo, dala razne komponente gor, čim več komponentov, da je to šlo vse skupaj na testiranje. Za vsako komponento posebej sem jaz mogla narediti elaborat, napisati, kateri material je in od proizvajalca pridobiti izjavo o skladnosti. Tako da sem jaz poslikala komponento, s katerimi šravfki je prišravfana, s katero mašino in zraven izjava o skladnosti. In to je pač ena taka mapa, potem vse skupaj nastane od lesa in pa raznih komponentov gor. In seveda pol ti priložiš tudi prototip, pač jaz sem dala tablo na 2 kosih in veliko elementov gor, to pošlješ in to ne dobiš nazaj. To je to je investicija pač v sam posel, oni to pogledajo, in če imajo laboratorije pri nas, tukaj testirajo, če ne pa pošljejo v tujino. Ali Dunaj ali Italija. Zaradi ker vseh laboratorijev ni pri nas v Sloveniji. In potem dobiš poročilo tega testiranja. In zraven potem, ko dobiš to poročilo, ti piše, to je šlo čez, to je super, včasih kaj zavrnejo ali pa ti dajo za dopolnitev te
pač tega elementa ali pa te komponente in potem dobiš potrdilo in zraven že nek del avansa moraš prej plačati, potem pa Aha. še po tem poročilu pa še ostalo razliko plačaš, ko dobiš komplet to poročilo, ne. Hvala za te informacije. Si v bistvu potem tudi finančna sredstva si mogla kar priskrbeti, a ne? Je bil to en finančni vložek za začetek kar velik? Ja, takrat v bistvu sem bila v vezi. Moram reči, da mi je takratni partner pomagal pri tej zadevi in, za štart je to kar, no. Zdaj, če nimaš nekaj na stran nakupčkan, da rečeš: zdaj grem pa v posel." Ampak jaz sem se zavedala tega, ker je le igrača in otroci so pri nas, bom rekla, občutljiva tema, kar je prav, in sem vesela, da imam ta certifikat, tako da zdaj v bistvu samo nadgrajujem samo blagovno znamko Pokec. Odlično. Kako si pridobila prve stranke? Ja, ful hecen, ker jaz sem dala Pokec, jaz sem vedela, da Pokec bo. Ja. Logotip, da povem, je moj fantek, ko smo bili enkrat na potovanju v Veneciji in je imel neke kratke hlače pa kapo tako malo na stran, sem rekla: "To bo logotip moje blagovne znamke." In od takrat naprej je ta fantek s kapico, to je moj Gal. In prve stranke pa samo Instagram pa Facebook. Sponzorirana objava na Instagramu, sponzorirana objava na Facebooku in akcija. Je res, da jaz sem šla v to, bom rekla, poletje je bil, julij, ko sem začela to oglaševati, kar, bom rekla, res prve stranke so potem prišle avgust, september, ljudje so na dopustu, malo so z glavo odklopljeni, se pravi, po dopustu, tam s septembrom se jim je začela tista akcija. Ampak v redu, ta cajt imaš vse druge stvari, se organiziraš, pripravljaš, da pol ne zaplavaš, ne. Tako da največ Instagram pa Facebook, ja. In tudi si že potem kar že na začetku tudi oglaševala, ne, da si pridobila prve sledilce. Tako, ja. Samo za sponzorirano objavo, ja. Odlično. Veš, kaj me zanima? Kako meriš ti uspeh v svojemu podjetju? Kako merim uspeh? Ja, jaz lahko rečem z zadovoljstvom strank. Ni reklamacij, glede na to, da imam, bom rekla, skoraj 300 prodanih tabel v tem času, je bila do zdaj ena reklamacija, pa še to pač se zgodi mehanično kakorkoli. In s tem, da se stranke vračajo po nove table ali za sebe, prijatelje, sodelavce, sodelavke, nadgradnja Pockets to go, ki mi je zanimiva, tako da to je tisto, kar jaz lahko rečem, da mi je Da je merilo, ne? Zdaj, ne vem, lahko bi nekdo nekaj drugega gleda, pač finančno, ampak Seveda, to to je je vse zate. posledica potem dobrega dela, no. Odnos mi je največ, no, tukaj, da so stranke zadovoljne, ne. Tako. Rekla si Pockets to go, to pomeni, da je še ena manjša verzija ratala, izgleda? Ja, to je pa manjša oblika, to je 25x35, ki pa je možnost jo vzeti s sabo na potovanja, v avto, v park, tako da taka, bom rekla, manjša verzija, na eni strani so komponente, na drugi strani imaš možnost piši, briši in, ja, da se lahko tudi rišejo pa učijo črke pa številke. Pa tako, glej, za dopust, ne vem, greš na dopust v kamp, vzameš s sabo, tako da greš v park, otrok se igra, tako da ko je mali z mano doma, pa greva midva kje pa okoli na enih obveznostih, jo ima tudi v avtu, pa se to igra, pa tako, na njemu največ vidim pa probavam, no. Glih to sem hotela reči, ziher on prvi testira tvoje nove ideje, ne? Ja, to pa sigurno, tudi ko se kaj pogovarjava pa tole, pa mami, zakaj je tole, pa pol jaz razmišljam, če on sprašuje, potem bojo tudi drugi otroci, tako v bistvu mi je, zato pravim, da mi je največji motivator pa lahko rečem tista sila, ki me poganja, no. Lepo. Ker v tem danem situaciji, ni enostavno, no. Nataša, kako potem usklajuješ in materinstvo in podjetništvo? To je kar zahtevno. Ja, lahko rečem, da zelo zahteven. Da se malo navežem nazaj, ko sem govorila o tem, da sem julija leta 2022 lansirala svojo igračo na trg.
Se mi je kmalu po temu, ki sem začela oglaševati Instagram, Facebook s septembrom, se mi je zgodila res ena neprijetna zadeva. In sicer, partner si je želel, se je odločil, da se naj z sinom odseliva in, takrat se mi je zrušil svet. Iskreno povem, takrat mi je bilo vse en in za podjetje in za vse skupaj. Jaz sem imela res težke dneve, hvala bogu so bile takrat prijateljice ob meni, pa, Hvala bogu. bratova žena, ki mi je ogromno pomagala, da pokec ni potonil, da sem še vedno videla bilko v tej blagovni znamki in sem rekla: bom zmogla, ne glede na vse, ker je pač ta iluzija o družini, da razpade. Predvsem me je zelo prizadelo, ki je šel s prijateljico, ta bivši partner, in to je bil za mene hud udarec. Skrivati pred Galom to žalost, jezo, hkrati biti, ažurna pri pokcu, hkrati biti pa nasmejana mamica, po 4. uri mamica je tukaj, na mamico se lahko obrneš. To je bilo nekaj, ki je bilo meni adijo. Jaz nisem vedela, kako bom preživela današnji dan, kakšni šele plani za en teden, en mesec. Jaz nisem vedela, kaj bom jutri, res je bilo to grozno. In takrat ene 2 meseca sem bila res adijo, pa sem se pa tule v delavnici z bratovo ženo usedla, smo se pogovarjale, sem rekla: "Glej, ne bom pustila tole, dala sem testirati, naredila bom nekaj, to je od Gala, to je zaradi Gala, bom črpala od njegove ljubezni motivacijo, da to mi rata, da to pustim, da to." Bom rekla, nimam zdaj finančne pomoči, nimam, psihične pomoči, nimam, nič, dejansko sama s prijateljicami, ki so mi pripravljene bile pomagati, tako, pomagale so mi seliti, vse živo, tudi finančno, da sva z Galom prišla čez mesec, ker takrat čez noč sva ostala brez vsega in to ni bilo enostavno, no. Sem bila na tem, da tudi pokec sploh ne bo bil aktualen, da ga sploh ne bo. In potem sem pa kar nekako se pobrala in sem rekla: "Ne, to je za Gala, to je dediščina od Gala." In sem rekla, zato želim povedati, dati motivacijo vsem ženskam, ki se jim zgodi najhujše, ko misliš, da je res tisto najhujše, ko ne veš, kako bi, kaj bi. Takrat tamle gor te ima en rad, pa ti pokaže pot, ti da smernico, ti da moč. In v bistvu bom tako rekla, danes sem hvaležna tej izkušnji in se smejim, ker sem dobila toliko zagona pa toliko motivacije pa vse skupaj. Tako da, Lepo je to slišati. imamo ženske to in imamo to moč in saj se hecno sliši, da sem hvaležna, samo res, toliko sem se naučila, zrasla, osebnostno, z Galom sva si lepo življenje naštimala, tako da ni pa enostavno furati posel pa, biti hkrati mamica, ne, ker ko si sam, tebi možgani delajo tudi popoldan, ko želiš biti mamica, ko dopoldan itak je v vrtcu, hvala bogu, popoldan, ko po 4. uri rečeš: "Gal, zdaj sem pa samo tvoja." Ne, tule ti šviga glava, ta material, kaj predračun, čakaj, oni nisem odpisala, oni nisem poslala slike, shit, ne, naročiti moram škatle, tamle moram, a veš, skozi ti v glavi dela takole, ne. Ja. Tako da hkrati pa zraven še Gal, mami, ne. Ampak to so tiste sladke stvari, one ta grde hitro pozabimo. Ja, hvala bogu. Hvala, ker si delila to težko situacijo, to ni bila niti malo prijetna situacija. Vesela sem, da si obrnila v svoj prid, da si obrnila to v veselje, pa da si v bistvu lahko prešla tudi to situacijo, no, da si zdaj vesela, da si močnejša, da delaš to zanj, hkrati pa tudi zase, a ne, saj tudi to je tvoj začetek, tvoje veselje je bilo, tako da sem vesela, vesela sem zate tudi, predvsem. Hvala. In tako, kot si rekla, ženske smo močne, ženske držimo itak vse 4 vogale hiše, tako da, tudi če je partnerja pa ni partnerja, zagotovo smo mi tisti glavni stebri vsake družine, no. Jaz bi rekla, da ja, no. Tako da zdaj sem pa itak in mami in ati v enem, tako da. Zdaj si pa vse, veš, zdaj boš pa pokazala vso svojo moč. Popa in mami si, evo. Ja, res je, ja. Poudarek, ženskam, da imamo to, da smo sposobne in da ne glede na to, kakšna situacija, še tako grozna, ker sem sama imela grozno,
Tako. Hkrati naj Da. povem to še zraven, jaz nimam mamice pa atija že 14 let, tako da sem res dejansko bila sama v temu, pa brata, pa njegova žena, pa pač moje prijateljice. Ampak ne glede na vse, imamo to vse, tista levinja se prebudi, ko še vsaka misli, da je nima, imamo to vse. In ne glede na vse skupaj, se potegnemo ven in damo to moč in želim tudi vsem ostalim puncam dati vedeti, da ni najhujše, čeprav je tisti trenutek črno, res tisto, kot je res bed, ko bi se skril pa pokopal sam sebe, ampak Ja. pol ostaneš iz tega in si prerojen, nasmejan, vesel in Kot tvoj pelikan hvaležen na danes na koncu, ja. majici. Nataša, imaš ti kakšno konkurenco, jo kaj spremljaš? Če iskreno povem, ne spremljam, ker tudi sama ne čutim, da neke konkurenco imam. Tako da, ker je le izdelek, ki je personaliziran, ki ima certifikat, ni tako enostavno, kar z danes na jutri, ja, sestaviti pa prodajati, da, ampak vse papirološko v ozadju imeti pokrit pa ne gre tako hitro, tako da, To pa res. pa tudi sama garancija pa vse skupaj, ki je na tablo, pa bom rekla tako, jaz konkurence nimam, če pa je, pa itak zdrava, da je. Odlično, točno to, saj to je res. Konkurenca mora biti, če je, živjo. Tako, ja. Prej, da se Zdaj nekaj naučiš, kakor pa da vzameš to kot neki, shit, zdaj bom pa jaz nekaj slabši ali pa manj prodal. Ne, a ne, da. potegneš, Vsak kaj ima ima on službe. dober, ja. Super. Ko ti zmanjka navdiha, in iščeš informacije, na primer, ali pa ko imaš kakšno težavo, se obrneš na kakšne profile, ki bi jih lahko delila še za ostale? Zdaj tako, zelo težko, ker imam jaz specifično zadevo. Je le igrača in bolj gledam pa opazujem otroke na igriščih pa tako naprej. Tako da bi zdaj bom rekla, spremljala pa, ja, ne rečem pa recimo za kakšne videe ali pa storije ali Tako, pa kaj tako. takega. Tukaj ja, tukaj spremljam, tudi dosti gledam, zadnje čase sem aktivna tudi na TikToku, sem tudi naredila profil, Pockets na Super. TikToku, tudi Natašop, tudi Superge imam na TikToku, pa še svoj osebni, je zdajle en mesec, ne moreš verjeti, da sem celo na Okej. TikTok prišla. Bravo. Tako da sem začela z reelsi, videi in tako naprej, da imam neko tisto, bom rekla, moje delo v same profile. Tako da bi pa rekla, ideje, da bi jih pa jemala iz teh profilov, pa za samo ustvarjanje pa ne, ker igrača je, bom rekla, prilagojena naročniku. Se pravi, neka mamica ali pa ati, ki me naroči, reče: "Fantek, rad ima, ne vem, traktor, pa daj, star je 1 leto." Recimo, a veš, in pa moram pol jaz to zložim in gledam, glede na starost, da mu dam gor, komponente, ki so za njegovo starost, bom rekla, da jih reši, da razmišlja. Pol, če mi reče punčka, stara 2-3 leta, Že že veš, razmišljam kam o mora tem, okej, ta mora pa malo bolj zahtevne že imeti, ne, recimo čeveljček z vezalko, ker se bo že začel učiti vezati pa vse skupaj. Ja, Tako ja. da v bistvu navdih jemljem čisto iz sebe, ideje, pa to, kar mi pač starši oziroma pač naročniki napišejo, ne, ker imam tudi dosti babic, dedijev, ki naročijo za svoje vnuke. Odlično. Ja. To so za darila ful dobra. Mislim, a je to igrača, ki lahko traja več let? Ja, sigurno, definitivno, ja. Jaz vidim že po sebi, malemu sem naredila za 1. leto, zdajle je star 4, pa se še vedno igra. Ampak je zelo zanimivo od dneva. En dan ga bo zanimal šteker pa lučke, drug dan bo šel tja, pa bo gledal, kako tisti zobniki se vrtijo, pa če on enega zažene, pa se vrtijo vsi trije in pol vidiš in spremljaš, kako, kako on, bom rekla, vidiš njegovo glavo, ko gleda in razmišlja v to, kaj se dogaja. Tako da, pol pa en 4. dan je pa spet ena druga komponenta in zato je tudi več časa, ni gor samo za tisti dan trenutek, ampak bom rekla, otrok skozi, svoje odraščanje tudi raste zraven, pri sami igrači, pri tabli. Tako. Tudi drugačen način uporabljati tisto funkcijo, a ne. Ali to pri enem letu ali pa potem kasneje pri večjih letih.
Sigurno, sigurno. Imaš kakšen nasvet za podjetnice, ki naj poslušajo pa gledajo, pa razmišljajo, da bi še tudi naredil svojo samostojno podjetniško pot? Ja, seveda, moj nasvet je definitivno, idejo, ki jo imaš, jo povej čim večim ljudem. In če bojo vsi ljudje rekli: "Ne moreš, nisi sposobna, ne bo ti ratalo, kje boš to delala, kako boš to delala," takrat veš, da si na pravi poti in samo v akcijo pojdi. Vse te stvari Bravo. so bom rekla, puši v našo ritko, da smo Tako. sposobne, da bo ratalo in da imamo dober produkt ali pa storitev. Bravo. Veš, te brce v življenju rabimo in te brce morajo biti samo še boljša, še bolj si moraš želeti, da to potem uresničiš. In vedno več je teh brc, vedno bolj rasteš, vedno bolj si uspešen, vedno več je prodaje ali pa pač nekih seminarjev, storitev, pač informacij in meni da to zagon, no. Res je, tudi meni da. Kakšni negativni komentarji so me znali tudi povoziti, sem se kar dosti obesila na kakšen negativen komentar, ampak potem pa s časom, z leti pa s tableti, kakor se jaz hecam, ne, pa me je to malo minilo, pa sem si rekla: "Glej, to je pa samo še ena nova ideja, mogoče pa res moram razmisliti v tej smeri, gremo naprej." Verjamem, ker ti negativni komentarji, če nismo pripravljeni na njih, znajo nam kar dosti, samozavest zbiti, Tako. znajo nas dosti potlačiti, znajo nam dati, občutek nesposobnosti, občutek manjvrednosti, zakaj glih jaz, zakaj to pa ne bo ratalo, pa vse tako. En kup enih dvomov dobimo v sebe. Tako. Jaz moram reči, da trdo kožo sem jaz dobila, pri oddaji Sanjski moški. To je bil prvi reality šov 20 let nazaj. To je bilo toliko enih grdih komentarjev, jaz sem take stvari brala o sebi. Pol, ko sta mi starša umrla, sem brala o sebi še grše stvari in to dobiš debelo kožo. Tako da pol, ko sem šla na to samostojno pot, ko so mi ljudje rekli: "Pa superge, a bo to šlo? Slovenija." Sem rekla: "Pa saj kdo je Ja. prav Slovenija, kaj pa tujina, igračo boš delala, a res?" Ja, ker me to veseli, to mi polni srček, jaz si dam to muziko, uživam v ustvarjanju in sploh v bistvu se mi vsem teh negativnih komentarjev, ki jih zdaj dobivam, jaz se samo nasmejim, jaz to pač prav, glej. Kakšna borka si, za vzor si marsikaterim, tako da hvala, ke si delila to celotno zgodbo. Glede na to, da praviš, da si imela vse tiste in napade, če so bili, a veš, ke se ne spomnim iz Sanjskega moškega, a so bili prav tako, da je bilo prav noro ali kaj? Prav grdi članki, ja, tako pa In v tistem komentarji, a veš. trenutku še starši umrli in še to. Ja, ja, ja. O moj bog, ti imaš pa, okej, ti si pa imela prek milijon, Ja, glej, ampak danes sem tukaj, kjer sem in Okej. pogrešaš mamino kuhinjo, pogrešaš Ja. mamina zapatja, objem, nasvet pa potožice pa vse tako, ampak glej, nimaš kaj, prej ko boš sprejel, lažje bo in Nataša, za zaključek tega intervjuja me zanima, kam bo poletel Pokec v prihodnosti? Ja, moja vizija Pokca je zelo velika. Moja vizija Pokca je, da ga bojo spoznali vrtci. Zdaj en vrtec, Galova skupina Jarše, ga že ima. Tako da, bo šel v prvo starostno skupino v razne vrtce. To mi je interes, da spoznajo razni, bom rekla, tudi starši, bom rekla, stari starši, kot potencialno igračo za svoje vnuke. Plus seveda tudi tujina, ker zdaj že nekaj sodelujem s tujino, Super. majhen procent, ampak se pa že kažejo interesi za razne, recimo iz Hrvaške za kakšne njihove, koliko imajo oni te, edukacije, za razvoj otroka pa tako naprej, ker je pač ta bila sama je narejena po Montessoriju, tako da je res, bom rekla, nima mej, no. Plus tega, da bi Super. še zraven še dodatno seveda kakšen Pokec, da bi dobil še kakšnega zraven, kakšno dodatno igračo, v tej smeri tudi razmišljam. Tako, sama blagovna znamka, da bi se naprej širila po pač po tem, da se otrok lahko nauči, da ga spremlja ta igrač, a ne. Da gre še naprej, a ne? Tukaj vidim največ pri Galu, ne, ker vidim, zdaj, ko se učimo te črke pa številke pa podpisa pa vse No, to sem skupaj. hotela omeniti, ja.
Zdaj je to, šolska varianta, ne, bi bila zanimiva. ja, saj je. Na Poktu.gov je tabla piši, briši in tisti, ki vzamejo A verzijo, ko se naročijo, ne, ker ni samo verzija takole za na steno, imaš tudi možnost A, se pravi, da stoji sama, je na drugi strani vedno pol table piši, briši, pa kredo dobiš zraven pa vse, ne. Tako da prilagodim sami stranki, tudi ne, eno sem imela, da je želela celo abecedo imeti gor, pa številke do 9, tako da, Odlično, ja. ja, Veliko prilagojeno tem začetkom v šoli ali pa tisti konci vrtcev, na primer, ko so 5-6 let stari, a ne, ko začnejo spoznavati črke, številke, to spet ena ideja za naprej, kako bi lahko nastala nova dodatna pocket tablica. ja, saj zaradi tega, tako da imam, bom rekla, vizije veliko. Meni je dan prekratek, sama za vse, zato tudi, bom rekla, spletna stran, ki je zalogaj, ki se dela, si sam ne moreš vse naenkrat, iskreno povem, tako da, Točno to. Vse pride ob svojem času, spletna Ja. stran bo tudi prišla, tako da če bi kdo želel naročiti, lahko Nataši piše na mail. Ona je največ dosegljiva tudi na vseh socialnih omrežjih, to sva že dali tudi od spodaj, Instagramu in na Facebooku jo najdete, pa ji kar pišite. Kot vidite, je zelo energična punca, z veseljem bo odgovorila, prilagodila, personalizirala vam bo, tako da hvala, Nataša, hvala za ta pogovor. Hvala tebi za povabilo. Z veseljem. Želim ti veliko uspeha. Vem, da bo pocket še odmeval povsod, ne samo po Sloveniji, tudi v tujini. Tako da ti želim, da bi dobila to, mislim, da boš obdržala to strast čim dlje časa in da bo Gal ta tvoj motivator, da bo mamici pokazala, mami, tole pa rabiva še in bosta dodajala na ta način tudi nove izdelke. In hvala vsem vam, ki ste naju spremljali, ki ste pogledali tudi intervju do konca. Vesela bi bila, če se naročite na moj kanal in polajkate video in me s tem spodbudite, da posnamem še več takih vsebin. Povabim vas tudi, da pogledate še preostale intervjuje in se pridružite skupnosti, kjer bomo skupaj rasli in se učili. Za več poučnih vsebin pa skočite na moj Instagram profil, kjer sem najbolj tudi aktivna. Ne pozabite, vsak začetek se začne s prvim pogumnim korakom. Bodite pogumne in dovolite si sanjati velike sanje. Do naslednjič.